Pozdravljeni! Naša svetopisemska vrstica se nahaja v Pavlovem pismu Filipljanom v 2. poglavju od 3. do 5. vrstice. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Danes je 7. april, svetovni dan zdravja. Od njegove razglasitve leta 1950 ga nismo še nikoli zaznamovali v takšnem ozračju in razpoloženju, kot je danes. Vsako leto mu Svetovna zdravstvena organizacija dodeli posebno temo. Letos je to izraz podpore medicinskim sestram, tehnikom in babicam. Gre za osebe, ki so vedno nekako v ozadju, izrinjene iz velikega odra. Vedno jih je premalo in čedalje manj se jih odloča za ta poklic. O vzrokih ne bi želel razpravljati. Upam le, da se bodo odgovorni po zaključku krize, povzročene s pandemijo COVID-19, nekaj le naučili. Današnja tema sloni na besedilu iz pisma, ki ga je apostol Pavel napisal cerkvi v Filipih. V njem hrepeni po tem, da bi Filipljani mislili in ravnali tako, kot je Jezus Kristus. Da bi torej bili vzgibi njihovega početja in medsebojnih odnosov nesebičnost, samopožrtvovalnost, vzajemna spoštljivost, ponižnost, prostovoljnost, sočutje, usmiljenost in ljubezen. To je kar zajeten seznam kreposti. Nekateri od teh danes v vsakdanjem pogovornem jeziku sploh ne uporabljamo več. Zvenijo zastarano, iz nekega drugega stoletja in drugačnega načina razmišljanja. V času krize in izolacije, ko v ljudeh prevladujejo naravni nagoni po ohranitvi in preživetju, smo občasno priče neljubih izgredov v vrstah pred trgovino, lekarno in pošto. Prav tako pa so naša srca ganjena zaradi številnih nenagonskih, nenaravnih, evolucijsko nepojasnjenih dejanj pogumnih, nesebičnih, spoštljivih, ponižnih, sočutnih in nenazadnje tudi usmiljenih oseb. Občudujemo samoodpoved italijanskega duhovnika, ki je odklonil nadaljnje zdravljenje na respiratorju, da bi ga prepustil drugi mlajši osebi. Občudujemo številne prostovoljce pri gasilcih in civilni zaščiti. Hodimo v trgovine in ne moremo mimo tega, da se ne bi zamislili nad tem, kakšnemu tveganju so izpostavljene prodajalke na blagajnah. Mi pa hitro zapustimo trgovino in se z osebnim vozilom odpeljemo na svoj varen dom. Do nas so prišle tudi slike izčrpanih medicinskih sester in drugega medicinskega osebja, ki je od utrujenosti popadalo po hodnikih neke italijanske bolnišnice. Zamaskirane podobe, ki jih niti njihovi najbližji ne morejo prepoznati. Ti ljudje ne bodo stopili pred TV kamere. Nihče ne bo pod temi podobami izpisal imen in priimkov, ker niso prepoznavni. Njihovo delo ni bilo opravljeno za slavo in čast, pa tudi za neko posebno plačilo ne. Sicer jih ne bi stalno primanjkovalo. To so naredili, ne da bi o tem premišljevali. To so naredili zato, ker je v njih tisto, kar je bilo v Kristusu Jezusu.